Podkupnine v kovčkih, podkupnine v kuvertah, vse to je, verjeli ali ne, razgrinja finančni analitik Sašo Stanovnik, preteklost, ker so tu donacije. Zaradi tega, ker so strožji zakoni proti korupciji, ker so na nek način več zvarovalk proti korupciji, da se je zmanjšalo neposredno podkupovanje, se je pa povečale donacije. Ne? In med donatorji, glej ga, kranjski gratel, ki hitijo opremljati prestolnico z optičnimi kabli, šele po vsem tem, ko Ljubljanskemu gradu, ta sodi pod streho občine Zorana Jankovića, donira 250 000 evrov, kar je povsem skregano, tako nekdanji prvi mož računskega sodišča Igor Šoltes zakoni. Donacija vsekakor ne sme biti vstopna viza za pridobitev javnega naročila in to je seveda ta meja. Ker to pač ni več donacija, ampak podkupnina in glej, pod Jankovićevo streho vse donacije in celo njihove zneske vselej predlaga kar župan sam, kar razkrije na zaslišanju pred preiskovalno komisijo v Državnem zboru aprila 2010. Jaz pravim, da sem predlagal, ampak da je moja želja bila višja. Višino tudi, tako kot donacijo ste predlagali tudi višino. Seveda, tudi kam. In donacije so pri vsem tem očitno segale v nebo celo do milijona in to pri gradnji famozne ljubljanske situle, donator pa podjetje 3 dana, ki situlo zgradi. Ne vem, zakaj bi nekdo zahteval v razpisu, naprimer, da je lahko dražji ponudnik, vendar mora v zameno za to nekaj donirati. Ker potem gre samo denar iz enega v žep v drug žep. Lahko pa potuje vse do tretjega, kot so recimo od podjetja Martin, ki KLM naložbam posodi 10 300 evrov, 4 tisočaki romali naprej na Jankovićev osebni račun. Martin pa je prav tedaj od Jankovićeve občine dobil skoraj 200 tisočakov za spravilo gradbenih odpadkov. A na zaslišanju na protikorupcijski komisiji mu o vsem tem opeša spomin. Poznate podjetje Martin d.o.o. In to slišal ne za transakcijo, ne za njega. Kot ne za to, da posojilo še vedno ni vrnjeno in tako se vse bolj zdi, da je šlo za donacijo, ki jo župan, sklepamo, očitno še kako potrebuje, kajti kako je mogoče, da letno zasluži 32 000 evrov, porabi pa kar 11-krat več?